Will you put your hands down? Put your head up, play! Doncic, step back three, high arcing shot, he banks it in! Oh, Luka Doncic, such a clutch three-pointer. Luka using the Powell screen, a hesitation, the drive, pick, three, got it! Oh, one touch, and what a finish! Doncic saw it when no one else did. Doncic, you bet! Oh, what a pretty step back. Beautiful crossover. Luka got it! Lillard is down the lane with authority. Doncic, he got it! As Doncic makes it rain. It is an 8-0 run by Mr. Luka. Lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, na drugi strani Ljubljane pa se mi pridružuje Blaž Bertalanič. Pozdravljen Blaž, živa, kako si? Pozdravljen, dobro, malo sem utrujen, ker sem z rekreacije, pa še tale tekma, pa tudi pozno snemava, tako da nekoliko sem že, bom rekel, že bolj gledam tamle proti postelji, ampak ja, še tale podcast praviva skupaj pa bo. Ja, ure NBA tekem niso ravno prijazne za snemanje takih analiz. Jaz sem se ravno podkrepil s 3 kavami, kar seveda pomeni, da ne bom šel še kmalu spat, ti pa na hlapih, zato ne bova zgubljala časa, ampak bova šla kar analizo in se ti seveda zahvaljujem, da si po igranju basketa, gledanju basketa zdaj vzel še čas za govorjenje o basketu. Jaz bom pa, preden začneva, naše poslušalce samo zaprosil, če lahko pokažejo, da cenijo naš trud s kakšnim všečkom tega posnetka na našem Sport.info.si YouTube kanalu, na našem Sport.info.si SoundCloud ali iTunes kanalih, če nas tam poslušate. In seveda tisto, kar je še bolj pomembno, če se lahko na našem Sport.info.si YouTube kanalu naročite. Ko se naročite, se bo zraven pojavil zvonček in ko kliknete še tisti zvonček, boste dobili obvestilo o vsakem novem podcastu. Všečki, komentarji, naročnine nam pomagajo pri večji opaznosti, zato smo za to hvaležni. Zdaj pa Blaž, greva na tekmo, Anada. Ja. Preden se pa lotiva konkretno te analize, bi pa jaz samo dodal, da po tej analizi sledi pa drugi del podcasta, tokrat malce drugače. V drugem delu podcasta namreč obilica, kopica posnetkov iz najbolj popularnih, najbolj poslušanih, najbolj gledanih ameriških športnih, radijskih in televizijskih oddaj, ki nazorno pričajo o vzponu Luke Dončića med superzvezdnike ne samo NBA lige, Blaž, temveč kar ameriškega športa. Zato seveda ostanite z nami do samega konca, upam, da bo zanimiv tale malce drugačen drugi del, če ne, nam povejte v komentarjih. In Blaž, dokaz tega vzpona Lukovega med superzvezdnike ameriškega športa, pa lahko morda takole začneva to analizo, ker namreč tale tekma Houston Rockets, Dallas Mavericks, teksaški derbi, jaz sem na Twitterju nekako napovedal to kot teksaško verzijo našega večnega derbija, Blaž, med Olimpijo in Mariborom. In za ameriške razmere je to res veliko rivalstvo, navijači se ne marajo, navijači se zmerjajo med sabo, ampak danes, Blaž, so navijači v Houstonu po končani tekmi, v Hardovem Houstonu, v mestu, kjer je The Beard kralj, v mestu, kjer brada kraljuje, so skandirali takole, ko je Luka odšel s parketa. Blaž, in tega niso skandirali hardno, ne, to so skandirali Luki in Luka se jim je tudi zahvalil z aplavzom in dvignjenim palcem in to nazorno priča, mislim, da je še en dokaz o Lukovem vzponu, ampak tisti, o katerem bomo pa v drugem delu še več spregovorili, je pa tale. Med to tekmo se je namreč igrala tekma NFL lige med Dallas Cowboys in New England Patriotsi, to je bil pa derbi NFL lige. NFL liga je precej bolj popularna kot NBA liga in Dallas Cowboysi so
tudi bolj popularni kot Dallas Mavericks, ne seveda samo nasploh v Združenih državah, ampak tudi v Dallasu. Za primerjavo, recimo v RIS, gre za podobno razmerje, kot je bilo že v Madridu, ko je Luka igral za košarkarski Real Madrid in seveda je bil nogometni Real Madrid neprimerno bolj popularen. Podobno razmerje je v Dallasu med Mavericksi in Cowboyi. Za konkretno ilustracijo, Dallas Cowboyi so najbolj donosen klub na svetu, klub, ki zasluži največ, več od Reala iz Madrida in več od Barcelone, ki sta na teh lestvicah največjih zaslužkarjev ponovadi na 2., 3. mestu. In seveda Barcelona in Real tržita svoje blago, če tako rečem, po celem svetu, Dallas Cowboyi pa samo v Ameriki, predvsem seveda v Ameriki, in so bolj uspešni oziroma bolj donosni kot ta dva kluba. To nazorno priča, kako popularni so v Združenih državah te Cowboyi. In Luka je ta pretekli teden se pojavljal lokalno v Dallasu in nacionalno v nacionalnih oddajah nacionalke ESPN ali TNT. Skupaj v en glas so govorili o njemu in o Daku Prescottu, quarterbacku Dallas Cowboyev, in to nazorno priča o tej popularnosti, ker, kot sem dejal, NFL je nekajkrat bolj popularna kot NBA liga. In da v Luki govorijo v en glas, da v istih prispevkih govorijo, kdo je bolj popularen, Luka ali Dak Prescott, kdo bo prej MVP, namreč tudi Dak Prescott je MVP kandidat v NFL-u seveda, kdo bo prej MVP, Luka ali Dak Prescott, kdo bo prej popeljal svoje moštvo do naslova prvakov, Luka ali Dak Prescott. In to govorijo v Dallasu in v, kot sem dejal, oddajah nacionalk, ESPN, TNT. To priča o tej popularnosti. Blaž. Ne vem sploh kaj komentirati pri vsemu temu, pač fant je neverjeten in s svojimi igrami navdušuje ne samo Dallas, celoten svet. In en izmed teh razlogov je recimo tudi ta tekma, ki je bila danes odigrana ob bolj zgodnji uri za slovenske razmere oziroma nasplošno za evropske razmere, in to ravno zaradi Luke Dončića, delno tudi zaradi Porzingisa, ampak liga NBA je delegirala to tekmo med Dallasom in Rocketsi na to uro, zaradi tega, da bi lahko čim več ljudi izven ZDA lahko se ogledalo to tekmo ob nekih normalnih urah, in mislim, da tudi tukaj priča o tem, kako velik vpliv na celotno ligo ima v tem trenutku Luka Dončić s svojimi igrami. In Luki je uspela še ena fantastična predstava, Blaž. Ja, na tej tekmi je dosegel 41 točk, 10 podaj, 6 skokov, se pravi še en double-double. Tekmo je končal z 15-29 met, 15 metov zadev iz 29 poskusov, od tega 5-14 za 3, 6-8 prosti meti. Zraven sta svoje dodala še Tim Hardaway Jr., ki je končal tekmo z 31 točkami, 5 podajami, 4 skoki, in pa seveda Kristaps Porzingis, ki je tekmo končal s 23 točkami in 13 skoki. Na drugi strani paradna konja Houstona, Harden 32 točk, 11 podaj, 9 skokov, medtem ko je Westbrook dosegel 27 točk, 6 podaj in pa 5 skokov. Ja, Blaž, če bi jaz samo postavil kontrast za trenutek med Luko in Hardenom, ti si omenil njuno statistiko, Luka 41-60, 2 ukradeni žogi, blokada, 52% met, in Harden 32-9-11, 1 ukradena žoga, 46% met. Jaz sem pod to statistiko napisal, Luka je prehitel Hardena v bitki za MVP-ja, in mislim, da po tej tekmi sedaj, v tem trenutku, po 16-17 odigranih tekmah, mora biti Luka na MVP lestvici pred Hardenom, tudi in predvsem zaradi tega, ker Luka vodi najboljši napad lige NBA. To je tisto, kar je izjemno pomembno, in zato je zame Luka v tem trenutku morda celo prvi kandidat za MVP-ja. On vodi najboljši napad v tem trenutku, napad, ki na 100 napadov dosega skoraj 118 točk, 117,4 točke. Rocketsi so recimo tretji najboljši napad lige, ko pa je Luka na parketu, so pa Mavericksi še nekaj boljši in dosegajo skoraj 119 točk na 100 napadov. Za primerjavo, lanskoletni Warriorsi so z Durantom, Stephom Curryjem, Klejom Thompsonom in Draymondom Greenom na parketu dosegali 115 točk na 100 napadov. Napad Mavericksov z Luko je bolj učinkovit kot lanskoletni napad Warriorsov s Stephom, KD-jem, Klejem in Draymondom. To je zame definicija MVP-ja, Blaž.
Ja, recimo dovolj zgovoren je tudi podatek, ki sem ga zasledil, in to je, da Luka ustvari 67% celotnih točk Dallasa, se pravi z podajami in pa z svojimi točkami. Za primerjavo, LeBron James je v svoji najboljši sezoni dosegel oziroma ustvaril 62% vseh točk svoje ekipe, tako da tudi ta podatek je fascinanten in to je tudi en tak podatek, ki kaže na to, kako zelo dobro vodi igro Dallasa in kako zelo pomemben je za ta napad. In LeBron James je bil le enkrat v karieri preko 60%. Torej, le enkrat v karieri je z podajami in točkami prispeval več kot 60% košev, ko je bil na parketu. To so res nore številke. Luka trenutno po tej tekmi je presegel mejo 30 točk na tekmo, sedaj povprečno dosega 30,6 točke, je že skoraj 50% pri metu iz igre, 49,5%. Tudi procent meta za 3 je dvignil, sedaj je že skoraj 35%, kar je pri težavnosti metov trojk, ki jih on meče, že zelo zadovoljivo. 82% pri prostih metih, 10,1 skoka, 9,8 podaje, še 0,2 podaje mu manjkata do povprečja trojnega dvojčka v sezoni. Tudi 1,4 ukradene žoge ni slabo. Ampak tisto, kar sem že parkrat omenil, kar je res fascinantno, Luka ima sedaj več kot 63% true shooting. True shooting je skupni odstotek meta za 3, 2 in 1 točke. Tako ponavadi delamo tudi primerjave skozi čas, skozi različna obdobja, zato delamo primerjave na 100 napadov, jemljemo kategorije kot true shooting, da so te primerjave malce bolj objektivne. In true shooting je tudi dobro merilo, ko gledamo skozi zgodovino. Ko je bil Russell Westbrook MVP, je imel 54% true shooting, takrat, ko je imel povprečje trojnega dvojčka. Luka ima skoraj 10% boljšega. Ko je bil Oscar Robertson MVP v 60-ih, ko še niso metali trojk, ko je metal samo za 2 in 1 in veliko metal za 2 in se ni igrala kakšna huda obramba, to sem že večkrat povedal, rad povem, povprečni rezultati so bili preko 115 točk, pa niso metali trojk, to vse pove, koliko hitro se je igral, je bil 57% true shooting. Tisto, kar je absolutno neverjetno, Blaž, trenutna produkcija Luke je na nivoju najboljših sezon Michaela Jordana in LeBrona Jamesa. Pa se bo mogoče kdo zdaj ustrašil, preko, pa kaj pa ta zdaj blebeta? Mislim, je Luka dober, tako kot LeBron James pa Michael Jordan? Ne se ustrašiti, ni se mi zmešal, ni Luka že sedaj na nivoju Michaela Jordana na vrhuncu ali pa LeBrona Jamesa na vrhuncu, ne, tega ne trdim. Ampak njegova trenutna produkcija, ko gledamo osnovne in napredne statistične kategorije, je povsem primerljiva s produkcijo teh dveh igralcev, ko sta bila na vrhuncu. Zdaj, seveda, to je zdaj 16 tekem, 16, 17, ampak Luka dviga true shooting in ponavadi, ko pridemo do 20-25 tekem, ponavadi po pravilu, skoraj da tako tudi radi rečejo analitiki, tisto, kar si po 20-25 tekmah, boš tudi več ali manj na koncu sezone. In če Luka tako statistiko, kot jo ima sedaj, zadrži, mislim, kot prvo bo to znanstvena fantastika. Jaz še vedno preprosto ne morem verjeti, da bi on lahko zadržal tako neverjetno produkcijo. Ti si se referiral tudi na te točke, ki jih on s podajami sproducira. Tisto, kar je fascinantno, Luka podaja za zabijanja, polaganja in odprte trojke. Tisto, kar je najbolj vredno, tisto, kar je, kakor bi rekel, analytics wet dream, mokre sanje analitikov, so take podaje, ki jih on generira. Odprte trojke in polaganja, zabijanja, alley-oopi ob obroču. Mislim, dobesedno ti zmanjkuje besed ob igri, zaradi tega, ker še vedno govorimo sam, zdaj, če bi midva govorila o Luki, midva sem mislila, da bo tako debato imela, saj jaz sem mislil, da bo midva imela take debate o Luki in o njegovih tekmah, ko bo on star recimo 23-24. Ne pa stele, Blaž. Ja, sej, nekateri so ga označili za najboljšega podajalca alley-oopov v ligi v tem trenutku. Tracy McGrady mislim, da je šel celo tako daleč, da je rekel, da je v tem trenutku najboljši organizator igre v ligi in s tako produkcijo se človek težko ne strinja z njim. Seveda je omenil, da Steph je poškodovan, ampak dejansko brez Stepha, težko rečemo, da ni najboljši organizator v ligi, ne? Seveda zraven ni štel Hardna in pa LeBrona, ki
tudi večinoma igrata kot organizator, ampak sta vseeno pozicionirana kot nekakšna point forwarda, shooting guarda, ampak se nima veze, skratka, govorimo o top 5 igralcev v ligi. Kot najboljši organizator pomeni, da je v najboljši peterki lige in to je pri 20 letih noro, no, enostavno noro, bom rekel tudi vsakič, ko gledam tekme, ko vidim, kaj on vidi, ki sploh ne opaziš, pa gledaš, pa imaš boljšo perspektivo od njega, ko je na parketu, pa ne vidiš teh podaj, ki jih on spravi skozi in naravnost fantastično in neverjetno in ja, jaz se pridružujem tebi, jaz sem pričakoval take pogovore čez par let, ne pa že drugo sezono. Jaz bi rekel, Blaž, kar top 3. Ti si rekel top 5, jaz mislim, da top 3, on, LeBron in Giannis so zame 3 glavni MVP kandidati. Zdaj, ne bom jaz zdaj šel vam citirati, brati matematiko, ki morda mnogim poslušalcem tudi ne bo veliko pomenila, da bi šel zdaj povedati, kakšne win share ima, kakšen warp ima. Luka namreč vodi v naprednih statističnih indeksih, ki poskušajo zavzeti igro v napadu in obrambi, celotna kopica win shares per 48 minutes, offensive win shares, box plus minus, offensive box plus minus, value over replacement player, Luka prvi v ligi. To je ena izmed takih zelo zanimivih statističnih kategorij oziroma indeksov, ki poskuša oceniti, koliko je ta igralec boljši od povprečnega igralca na njegovem položaju. In Luka najbolj odstopa od povprečnega igralca na njegovem položaju. Eno bi samo še omenil, ker sem jo pa že večkrat in je morda celo bolj znana tistim, ki bolj podrobno spremljate NBA ligo, Player Efficiency Rating, to je najbolj znan statistični indeks na drugi strani Atlantika in Luka, da se vrnem v to zgodovino za trenutek še, Luka ima trenutno najvišji Player Efficiency Rating v zgodovini. Zgodovina, ki vključuje seveda vsa tista imena, ki sem jih že prej omenil in mogoče celo tako bogoskrunsko za nekoga omenil Michaela Jordana in LeBrona Jamesa. Zato tudi pravim, jaz mislim, da bo njegova produkcija do konca sezone, predvsem njegova učinkovitost. To je tisto, učinkovitost, taka učinkovitost pri taki produkciji je tisto, kar je dahjemajoče. Ja, mislim, njegova učinkovitost je predvsem gre na račun zadetih metov za 2 točke. Pri trojkah je tam okoli 35%, ampak njegov met za 2 točke je pa fenomenalen. O tem smo govorili že v prejšnjem podcastu, pa mogoče bi še enkrat zdaj to omenil. Veliko je pripomb, da preveč meče trojke, ampak stvar je v tem, da to je enostavno njegova igra in ta nepredvidljivost je tisto, kar njega dela tako dobrega in on dejansko s tem, ko meče toliko trojk, prisili obrambne igralce, da stopijo bliže k njemu in na ta račun potem on lažje s prvim korakom prebije svojega čuvaja v obrambi in na tak način potem lahko v prodorih dosega lepe koše ali pa pač, ko potegne na sebe še kakšnega igralca, potem išče svoje soigralce zunaj na trojkah in recimo to je enaka igra, kot jo igra Steph Curry. Steph Curry je sicer bolj učinkovit v trojkah kot Luka Dončić, ampak igra je pa v osnovi zelo podobna. Mogoče bi pa omenil eno statistiko, ki je pa ti nisi omenil, in sicer po današnji tekmi je Luka Dončić presegel povprečje 30 točk na tekmo, kar ga sedaj v tem trenutku uvršča na 2. mesto lestvice strelcev v letošnji sezoni. Za Jamesom Hardenom, ki pa prav tako recimo meče trojke, zato da prisili, da ga obrambni igralec bliže pokrije in mu to potem seveda omogoča več prostora v prodorih, lažje preigra obrambnega igralca. Ravno te 3 so tak zanimiv primer in Luka je pokazal, da je v tem trenutku najmanj enakovreden Jamesu Hardenu, enemu izmed najboljših ofenzivnih igralcev v zgodovini. Že spet, če pa obdrži to produkcijo, mislim, Luka piše zgodovino. Tisto, kar je počel v Evropi, počne sedaj v Združenih državah Amerike, piše zgodovino. Seveda bomo imeli še dolge debate, skušali umestiti to v kontekst, delati primerjave, kakšne bolj recimo obsežne. Zdaj se deva vrniti konkretno na to tekmo, ampak bi samo omenil še to, da je zdaj na večini MVP trackerjev,
na recimo Basketball Reference, največja statistična stran na spletu, ki je do zdaj po 60 tekmah ta njihov tracker ponavadi tistega, ki ga ima na prvem mestu, je potem tudi na koncu izbran za MVP-ja skoraj da po pravilu. Luka je v tem trenutku na prvem mestu z 28% možnostjo, da postane MVP. Janis je na drugem mestu z 26% možnostjo, da postane MVP, LeBron na tretjem, 20,4% možnosti ima, da postane MVP v tem trenutku seveda, in James Harden 17,1%. Vsi ostali so precej nižje. In katerikoli tracker, katerokoli lestvico, katerikoli seznam gledate, Luka bo posod 1, 2, morda nekje 3, ampak če je 3, je to že nekaj dni stara lestvica, pa bo naslednji teden 1 ali 2 ali pa 1. Ja, in če samo naredimo en kratek recap zadnje četrtine. Luka, ko je v tretji četrtini zapustil parket, je pustil svojo ekipo na plus 15. Potem v četrti četrtini, ko je prišel na parket 9 minut in 27 sekund do konca, se je Houston približal. Bili so v naletu, tako da se je le pričakovalo, kdaj bodo izničili to prednost, no takrat pa je Luka prevzel stvari v svoje roke, zadev 1 trojko iz 4 poskusov in zadev 4 poskuse za 2, podeljuje tudi 2 podaji in dejansko s prostimi meti skupaj nabral 13 točk. Glavna stvar, ki pa je potrebno povedati, je pa to, da je enostavno prevzel pobudo, prevzel odgovornost na svoja pleča in je bil one man band, če lahko tako rečem, in dobre 3 minute pred koncem zadev še to trojko, ki je bila zadnji žebelj v krsto Houstona. Takrat je Dallas povedal za 132 proti 113 in tekma je bila pa odločena. Tako da, kaj ne rečem, MVP tekma in tudi MVP zadnja četrtina, ko je takrat, ko je bilo najbolj potrebno, potegnil voz in odločil tekmo v svojo korist. In Reddit, Twitter spet polna novico o Luki Dončiću. Ne pozabimo omeniti tudi NBA Slovenija Reddit, kjer boste našli najlepšo kolekcijo, če tako rečem, novic o Luki, od vseh najbolj zanimivih statistik do vseh najbolj zanimivih izjav, do vseh najbolj zanimivih vrhuncev, do vseh najbolj zanimivih analiz. Skratka, vsi ostali mediji na našem Redditu najdejo informacije, ki jih objavijo pri sebi, ali da Blaž? Ja, ponavadi je tako, ja. NBA Slovenija Reddit, zato jaz nimam niti kaj dosti za dodajati temu, kar si dodal, tako kot je on postavil piko na i, si jo ti zdaj. In zato je Luka v tem trenutku, ja, mislim, zame, glede na njegovo produkcijo, tisti podatek, ki sem ga povedal, napad, kako je uspešen z njim in kakšne številke dosega, s kakšno ekipo, jaz mislim, da Dallas, kot pravim, je najbolj uspešna ofenzivna ekipa. Brez njega mislim, da top 25 ne bi bili. Bili bi 26-27. To je definicija MVP-ja. Luka počne to, kar počne, slabšo ekipo, kot jo ima Janis, slabšo ekipo, kot jo ima Harden. Treba je priznati, Blaž, pa da naj ne bodo, seveda obtožili prevelike pristranskosti. Tim Hardaway Jr. se dviga, igra vedno bolje v zadnjih tekmah, jaz sem ga kritiziral, tako kot mnogi, tudi jaz, ampak sem na Twitterju danes zapisal med samo tekmo že na začetku, da je potrebno omeniti, ravno zaradi tega, ker smo ga kritizirali, da v zadnjem času igra odlično, ne samo v napadu, tudi v obrambi. Ja, pa zdi se mi, da so končno našli pravo vlogo za njega v ekipi. Mislim, da je to velika posledica tega in tudi sam mislim, da se je prilagodil sedaj sistemu in to mislim, da je ključ do njegovih boljših iger. Enako pa morda lahko počasi začnemo govoriti tudi za Porzingisa. Tudi on še en double-double, skoki, vedno bolje skače, letos največ skokov do sedaj v karieri in tukaj mu pa pomaga tista dodatna mišična masa, ki jo je poleti nabil, ravno namreč taka trlica suhcan, kot je bil, se težko ruva pod košem, to sva midva govorila in ugibala, da bi znala ta dodatna mišična masa mu pomagati, že poleti sva o tem ugibala in mu več kot očitno je. Tudi on igra bolje zaradi tega, da ne bo kdo mislil, da Luka igra s krabi.
slabi, kot pravijo Američani, z nekimi slabimi igralci. Ampak če primerjamo prve peterke, če gledamo igralec za igralca, produkcija za produkcijo, pogodba za pogodbo, mislim, da lahko objektivno trdimo, da ima Luka slabšo ekipo kot Giannis, da ima Luka slabšo ekipo kot Harden, da ima Luka slabšo ekipo kot LeBron. Tukaj mislim, da mi ne bo noben se preperil. Kawhi letos spet počiva, spet load management, ne bomo zdaj v load managementu in počivanju, ampak če ne igraš tekem, če ne igraš redno vseh tekem, tudi ne moreš konkurirati za MVP-ja, ob tem pa tudi slabša produkcija in manj uspešna, sicer enako razmerje zmag in porazov kot Clippersi imajo Mavericksi, ampak zaradi boljšega razmerja zmag v svoji diviziji imajo prednost in rahel zaostanek za Denver Nuggets in Los Angeles Lakersi pa močno na prvem mestu divjega zahoda. Top 3 ekipa Dallas Mavericksi v tem trenutku tega ni noben pričakoval in noben si ni upal napovedati, da bojo po 16 tekmah na 3. mestu zahodne konference in noben tudi si ni upal napovedati, da bo Luka, Sej, kako lahko sploh napoveš, da bo Luka imel boljšo produkcijo po 16 tekmah, kakor prime MJ, kakor prime GOAT, kakor prime greatest of all time, kakor najboljši igralec v zgodovini košarke na vrhuncu svoje kariere. Ja, pa že spet. Treba je vse to v zgodovinski kontekst. Jaz sem govoril o tem, že v 90-ih se je igrala trša obramba kot zdaj, to je treba povedati, trša obramba in zato je MJ GOAT, ker je igral tako v obdobju najtrše obrambe. To je seveda tisto, kar je potrebno povedati, ampak Lukova produkcija je treba reči, da je boljša, kot je bila takrat MJ-va in je boljša, kot je bila LeBronova na vrhuncu, ki je pa že igral pod sedanjimi pravili. Res Blaž, se ne vem, kaj bi še povedal. O sami tekmi so zdaj, bolj so zdaj govorila o teh MVP številkah, skorda kot v sami tekmi, ker Dallas je vodil celo tekmo, ko je paratal nevarno, ko je zagustilo po domače povedano, si pa ti lepo povedal, kaj se je zgodil. Zgodil se je Luka, Anada. Tako je, ja. Ja, prav gledam sedaj le še neke statistične podatke, kaj bi se še splačalo, kaj povedati in jih je toliko, da sploh ne vem, kaj bi izoliral, kaj bi dejansko še omenil. Morda še najbolj fascinanten je tale, da je Luka Dončić na današnji tekmi dosegel že svojo 2000 točko in je do tega mejnika prišel hitreje kot LeBron James in najhitreje v zgodovini lige NBA. Se pravi, Luka je zato potreboval le 88 tekem, LeBron James jih je potreboval recimo 92 in pa morda še eno tako ime, Kevin Durant 97 tekem, Dončiću pa je to uspelo v 88 tekmah. Tako da pač enostavno noro in teh presežkov dejansko, če samo napišete Luka Dončić v Reddit, boste našli verjetno za celotno knjigo rekordov in presežkov, ki jih ta mladenič dosega v letošnji sezoni. Z 2 besedama bi lahko vse skupaj opisali brez besed, ampak brez besed v podcastu seveda ne moramo biti. Zato je treba kaj povedati in mislim, da so povedala več kot dovolj. Blaž, tebi se res zahvaljujem, da si ob tej pozni uri vzel čas. Zgodnji uri, če tako pogledaš. Ja, no, ok, dobro, bo šel pred drugo, boš spal, tako da recimo to je še dobro. To je za NBA fane recimo še dobro, še posebej za tiste fane, ki snemajo tudi podcaste. Ja, res je, ja. Zato, kot sem dejal, se ti zahvaljujem, da si vzel čas. Ja, vse veš, vedno rad govorim o košarki in tale najin podcast je ena taka vrst sprostitev, tako da me niti ne moti, da gremo zgodnji / pozni jutranji uri spat, tako da bom se v bistvu rekel kar adijo vsem poslušalcev, ti pa verjetno nadaljuje z montiranjem vsega tega. Ja, tale drugi del podcasta, ki sem ga napovedal že v samem uvodu, torej kompilacijo posnetkov iz najbolj gledanih TV oddaj in najbolj poslušanih radijskih programov, ki nesporno, nedvomno pričajo o Lukovem vzponu med superzvezdnike, med najbolj prepoznavna športna imena na drugi strani Atlantika. Tale drugi del podcasta pa jutri, prav tako kot, če bo seveda čas dovoljeval,
Kratka analiza nocojšnje tekme Clippers Mavericks, tekme, na kateri bi Luka lahko že potrdil nagrado za igralca meseca. Ravno danes smo izvedeli, da je že prejel nagrado za igralca tedna, postal eden izmed najmlajših igralcev tedna v zgodovini. Z današnjo novo, odlično predstavo in morebitno zmago seveda na tekmi proti Clippersom, pa bi Luka verjetno potrdil še nagrado za najboljšega igralca meseca. Dobra predstava oziroma odlična oziroma še ena zgodovinska predstava danes po noči, pa bi ga verjetno zopet vrnila na prvo mesto večine MVP trackerjev, namreč v prvem delu podcasta sem omenil, da je Luka v tistem trenutku na prvih mestih večine MVP trackerjev, po noči pa je Giannis odigral fenomenalno tekmo. 50 točk, 14 skokov, 6 podaj, 2 ukradeni žogi, dober met iz igre in je na nekaj trackerjih zopet se vrnil na prvo mesto. Tudi MVP bitka je letos, vsaj na začetku sezone, fenomenalna, izenačena, igralci nizajo izjemne predstave in upajmo na še eno fenomenalno predstavo Luke nocoj, namreč ta tekma bo predvajana tudi na nacionalki TNT. Nacionalke ESPN in TNT v zadnjem času prevzemata dodatne tekme Dallas Mavericksov na začetku sezone oziroma pred to sezono niso predvidevali, da bodo prenašali toliko tekem, kot jih sedaj v zadnjem času dodajajo njihovemu programu in tudi to konec koncev priča o tem, kar Luka počne na drugi strani Atlantika. Namreč sedaj tekme na nba.com, na ESPN-ovi strani, TNT-ovi strani, na televiziji konec koncev promovirajo z sliko Luke Dončića. In jutri ne spregledajte novih podcastov, naročite se na naš Sportinfo.si YouTube kanal in kliknite zraven še tisti zvonček, ko se pojavi, ko kliknete ikonico naroči se in tako boste dobili obvestilo o vsakem novem podcastu. Seveda pa tudi všečki in komentarji zaželjeni in dobrodošli, ter smo za njih hvaležni. Vam pa želim še naprej lep večer, uspešen dan, dobro jutro, kadarkoli pa že poslušate tale podcast in se kmalu zopet slišimo. He has a vibe to him, his intrinsic sense for what's going to happen next. He and LeBron James, the only players with a 40-point triple-double before the age of 21. You can stop talking about his age because it obviously doesn't make any difference. They have a bona fide star in this kid right here. I was confident last year, but obviously this year I'm playing better than last year for now. Just to get used to the NBA, it's going to be tough games. Hey, let's make a stop, yo! It's a lot of things, mental things, Hang on, ball! the way the game is played. Good shot, boy! I'm getting used to everything. And it's a lot about confidence. Ah! James isolating against Doncic. You bet! Doncic, he got it! LeBron is a great player. He was my idol when I was young, so facing him, it was great stuff for me. Doncic saw it when no one else did. Oh yeah, it was a great game, Obviously, I wanted to win, but that didn't happen. I was admiring him, so it was a special moment for me. I'm going to remember that game for a long time. Oh, Luka Doncic with the story. Luka Magic has made everybody ooh and ah. I always felt like I can lead some teams. The legend of Luka continuing to be written. We got a group of young guys that can keep building up and up. We're not at the top, not yet for sure, and we're just going to get better. Oh my goodness, what a show!